pozdrav vsem skupaj. Zdaj v Sloveniji imamo tujcev preveč. In preveč imamo predvsem tujcev, ki se ukvarjajo s kriminalom, ki skrbijo za to, da dobro cveti trgovina z drogo, da se dobro šverca čez mejo ilegalne migrante, ki skrbijo za to, da slovenska dekleta niso več varna, ko se sprehajajo po ulicah naših večjih mest, ki skrbijo predvsem za to, da dobro črpajo socialne transferje in ki v neko družbo nič konkretno ne prispevajo. In jaz sem proti vsaki spremembi zakona, ki pomeni, da bo takšnih tujcev še več. O tem smo se v Državnem zboru, tudi na tem odboru, že večkrat pogovarjali, v bistvu vsakič, ko je bil ta zakon odprt. Strinjam se, da so marsikje problemi, predvsem na trgu dela, ampak kolegice in kolegi, če konkretno pogledamo segment oziroma področje, kjer zagotovo so problemi, kar se kadra tiče, je to zdravstvo. Zakaj imamo probleme s kadri v zdravstvu? Medicinske sestre odhajajo v Lidl, Hofer ali v Avstrijo, zdravniki se bodo odločali, da bodo rajši delali po tem novem vašem zakonu, ki ga boste sprejeli pri privatnikih in bo še dodatno to obremenilo javni zdravstveni sistem. Ignorirate zahteve zdravnikov po ureditvi. Ne bi rada posegala, ampak zdaj govorimo o zakonu o tujcih. Ne, veste kaj, imate odbor za zdravstvo, ki trenutno gospa predsednica, govorimo o tujcih, ker si jih želite čim več, ker je problem z delovno silo. Jaz pa vam govorim, zakaj je problem z delovno silo in da je najprej potrebno te zadeve urediti. Poleg tega nihče si ne želi čim več tujcev in prosim, nehajte operirati. Seveda, vi si jih želite, drugače ne bi sprejemali takega zakona. Ne, žal živimo v taki realnosti in če govorite o zakonu o zdravstveni dejavnosti, je odbor v drugi sobi. Izvolite. Osnovnih zadev ne razumete, predsednica Tereza Novak. To pa je, da ta zakon sprejemate, ker je problem na trgu delovne sile. Jaz pa vam govorim, zakaj je problem in sem konkretno izpostavil zdravstvo. Zaradi tega, ker sprejemate na področju zdravstva take ukrepe, po drugi strani jih pa ne sprejemate, da ljudje iz zdravstva odhajajo. In kakšna je vaša politika? Nadomestiti medicinske sestre in zdravnike s tujci, ki niti slovensko ne znajo govoriti. To je vaša politika reševanja krize s kadri v zdravstvu. In to zagotovo se tiče tega zakona, ker smo slišali, da želite s tem zakonom omogočiti, da pridejo baje kvalificirani tujci na delo v Slovenijo. In kje bodo ti tujci delali? Namesto medicinskih sester, ki so šle raje delati v Lidl in Hofer. In to je tema tega zakona, spoštovana predsednica. Tukaj je veliko členov. In jaz pač povem, zakaj menim, da je potrebno zadeve treba reševati na drugačen način. Da bodo državljanke in državljani Republike Slovenije, ki so doštudirali za medicinskega tehnika, ki so medicinske sestre, ki so doštudirali medicino, ostali v Sloveniji in tukaj videli nek smisel, da tukaj delajo. In ne da, ko pridem jaz k zdravniku, vse spoštovanje do vsakega, ki je to doštudiral, kaj se bom jaz zdaj spraševal, ali mi ta zdravnik, ki piše mi tam recept, ki mi tam nekaj pove, ali je dejansko doštudiral, je kupil diplomo, ne vem kje, v Banja Luki. Najprej se bom pa mogel potruditi, da mu bom sploh objasnil, kaj mi je. In pa da bom njega razumel, ker verjamem, da ga ni posameznika trenutno v tej dvorani, ki se že ni ki je srečal s tem, da je porazno znanje slovenskega jezika. In da ko prideš zdravniku, ne, pozabiš na vse bolečine, ker se ukvarjaš sam s tem, kako mu boš nekaj dopovedal. Ker slabo razumejo slovenski jezik. Da ne govorim še o kakšnih drugih primerih. In namesto, da bi vi uredili zakonodajo, da se ne bi bilo treba ukvarjati s tem, primanjkovanje delovne sile, ker nam odhaja delovna sila, ne da jo ni, ampak nam odhaja v tujino. Če govorimo o primeru zdravstva, ne želite zaostriti nekaterih zadev, po drugi strani pa rahljate določene zadeve v tem smislu, da bodo tujci še lažje prišli gor. Kakšna je politika glede samega slovenskega jezika, znanja slovenskega jezika in pa zadev povezanih s tem, smo videli dvakrat že na plenarni seji, ko je bil predlog, da bi se te zadeve rešile vsaj v osnovnih šolah, da bi razbremenili učitelje in sošolce teh otrok, učence. Mislim, da je nazadnje Nova Slovenija to predlagala, enkrat še mi predtem, da se to uredi, smo videli, ne? Stvari ne želite zaostriti. Jaz pričakujem, če nekdo pride v Slovenijo, če delal tako
pomembnem sistemu, kot je zdravstvo, da bo znal slovenski jezik. Zdaj, če se, jaz povsem razumem, da je nekje pomankanje res takšno, ne, da marsikakšnega delodajalca ne zanima, ali zna slovenski jezik ali ne, se bodo tam na gradbišču ljudje med seboj že zmenili. Ampak poglejte, mi tukaj govorimo, govori se o modri karti, ki govori o visoko kvalificirani delovni sili, ki ne gre za to, da se bo tam 10 ljudi moralo nekaj med seboj izmeniti, ampak gre za to, da bodo ti ljudje verjetno tudi na nekaterih odgovornih mestih, bodi si v zdravstvu, bodi si kje drugje. In če bi mi želeli zadeve urediti, bi se najprej vi zadeve lotili na ta način, da bi izčrpali vse možnosti, da ne bi mogli govoriti, da se srečujemo s pomankanjem delovne sile, tudi zaradi ukrepov, ki jih vlada sprejema oziroma bolje rečeno ne sprejema. Dokler mi ne moremo sprejeti takšnih ukrepov, da bomo medicinsko osebje, zdravstveno osebje stimulirali na ta način, da se jim bo bolj splačalo delati tukaj v Sloveniji, kot pa da delajo v Avstriji, potem mi z nobenim zakonom, z nobeno spremembo zakona o tujcih te zadeve ne bomo rešili. Prihajajo, pa vemo, kakšni kadri gor, večinoma pa prihajajo z enim samim ciljem, to pa je, da seboj pripeljajo še koliko, 10, 15, 20 članov družine. In tega je pač enkrat dost. Ampak ta zakon žal tega ne preprečuje. In dokler ne bomo zaostrili pogojev glede slovenskega jezika, dokler ne bomo zaostrili pogojev glede združevanja družine, ne bomo na tem področju naredili nič. Vse to, kar pa delate, pa odpira vrata še več tujcev v Sloveniji, namesto da bi poskrbeli za to, da bi se lastnim državljankam in državljanom splačalo delati. Slovence s takimi nestimulativnimi ukrepi pošiljate na socialo, ker se jim bolj splačajo socialo imeti, tujce pa vabite gor, da potem na mestih ljudi delajo. Tako da jaz tega zakona ne morem podpreti. Jaz imam repliko na gospoda Mahniča. Najprej bi rekla, da ta zakon v resnici ne ureja zdravstva in da ga gospod Mahnič očitno ne razume dobro. Drugič bi rekla, da v zdravstvu veljajo strožji kriteriji za slovenski jezik že zdaj in tega ne ureja ta zakon, ker imajo svoj zakon. Tretjič bi rekla, da slovenski zdravniki ne odhajajo množično iz Slovenije, kar so dejstva, ne natolcevanje, kot je to, da odhajajo. Mogoče je treba še to povedati, da imamo najmanjšo kadarkoli v Sloveniji brezposelnost, kar pomeni, da dela zelo, zelo veliko ljudi. Nobena prejšnja vlada se ni mogla pohvaliti, pa ni nujno, da je to samo zasluga te vlade, ampak v tej situaciji imamo najmanjšo možno brezposelnost in govoriti o tem, da ne naredimo nič, zato, da bi ljudje šli delati, potem nobena prejšnja vlada je naredila še manj. Tega najbrž nočete slišati, tako da verjamem, da se dobro zavedate, da je gospodarstvo, da gre zaenkrat jim še zelo dobro, da potrebujejo več delovne sile, da to ni unikum v Sloveniji in da kljub temu, da je celo v zdravstvu bistveno več ljudi zaposlenih, kot jih je bilo, posebej zdravnikov, je še zmeraj manjko. In to so dejstva. In ta zakon tega neposredno ne ureja, ker imamo druge zakone, ki to urejajo.